V tokratnem podcastu je z nami predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak, z vami sem pa Srdžan Cvjetovič. Gospod Košak, ne bova o številkah, bova raje o uporabnikih. Zato vas bom naravnost vprašal, zakaj ste prepričani, da je Telekom Slovenije najboljša izbira za slovenskega uporabnika? Če zelo poenostavim odgovor, večina storitev telekomunikacijskih v Sloveniji poteka tako ali drugače preko mreža Telekoma Slovenije, najmanj v delu. In zakaj potem ne vzeti stvari na izvoru, tam, kjer so najbolj čiste in najbolj prepričljive? In v resnici v preteklosti so obstajali kakšni razlogi povezani z cenovnimi razlikami, danes so razlike v ceni izjemno majhne, zato je preprosto Telekom prva izbira. Sami ste že omenili, nekoč so obstajali te pomisleki cenovni, pravite, zdaj tega ni več? Veliko manj, razlike so postale zelo majhne, ponavadi se da govoriti o cenah kave ali dveh, pustimo ob strani, da so se kave tudi podražile, ampak gre resnično za zelo majhne razlike in zelo težko je zgolj na podlagi cene še utemeljevati neko drugo izbiro, kot je Telekom Slovenije. To je kakor, če bi zdaj starša vprašal, katerega otroka ima najraje, ampak bom pa vseeno vprašal, na katero storitev Telekoma Slovenije ste vi morda najbolj ponosni? Jaz sem zelo ponosen na Neo. Pri Neo razlog je predvsem tem, da gre za zelo napredno storitev in da gre za veliko internega razvoja, kombiniranega z zunanjim razvojem in za uporabo teh najsodobnejših tehnologij, predvsem z področja umetne inteligence, ki so prispevali k temu, da je danes ta storitev takšna, kot je. In glasovno upravljanje na Neo se mi zdi nekaj, na čemer je mogoče še veliko tega zgraditi in zelo zanimiva podlaga tudi za prihodnost. Tako da Neo. Drugo področje, ki se mi zdi pa zelo pomembno za Telekom, je pa področje varnosti. Telekom veliko vlaga in se zelo že vrsto let prizadeva, da naredi velik napredek na tem področju v smislu zaščite omrežij, še predno pridejo stvari in problemi do uporabnikov in spet gre za neko stvar, ki je nastala znotraj Telekoma, iz potreb Telekoma in se razvila v storitev za trg in gre za zelo prepričljivo storitev na zelo visoki ravni. Telekom Slovenije so nekoč uporabniki doživljali kot ponudnika telekomunikacijskih storitev, ampak Telekom Slovenije poskuša biti tudi še kaj več, ponudnik celovitih storitev, bolj za poslovni svet ali pa za posamezne uporabnike. Glavni moto Telekoma je, da povezujemo. In to povezovanje gre v različne smeri in je sestavljeno v osnovi iz telekomunikacijskih storitev, pri čemer se pa te meje med telekomunikacijskimi in drugimi storitvami vse bolj brišejo. Vse bolj se brišejo tudi meje med napravo, povezljivostjo in ostalimi elementi in v vseh teh elementih je logično, da je Telekom prisoten in tudi je naravno, da je Telekom prisoten. Podobno velja za varnost. Varnost je sicer nek teoretično ločen pojem, v resnici pa ne ločljivo povezana z sodobnimi telekomunikacijami in zagotavljanje neke posebne kakovosti storitev in to je ta posebnost Telekoma, da je kakovost storitev v več dimenzijah in na več načinov podprta skozi ne samo procese, tehnološke rešitve, pa tudi skozi velika vlaganja v mrežja, v razvoj, v zaposlene, zelo pomembno. In zatem pravzaprav najbolj prispevamo tudi k tej celoti, ki dela Telekom prepričljiv. Kako ocenjujete telekomunikacijski trg v Sloveniji ali pa, da mogoče še bolj konkretno, kako ocenjujete vlogo Telekoma Slovenije v slovenskem telekomunikacijskem trgu in kako ocenjujete stanje telekomunikacij v Sloveniji v primerjavi z razvitimi državami, s katerimi se tako zelo radi primerjamo? Najprej zelo očitno je, da je raven telekomunikacij v Sloveniji na zelo visoki ravni. Se pravi, storitve, kot se ponujajo in tudi cene, ki jih zagotavljamo, so na primerljive z evropskimi in smo v tem pogledu, mislim, da zelo razvit trg. Na drugi strani je pa tudi zelo očitno, da je Telekom predvsem zaradi potez regulatorja, sektorskega regulatorja, se pravi AKOS-a, doživel različna obdobja, v katerih je očitno namen bil zmanjšati tržne deleže Telekoma Slovenije
In ta napor se je tudi zgodil, se pravi, v določenih segmentih ima v primerjavi z drugimi državami Telekom izjemno nizke tržne deleže. In to je pač nekaj, kar gotovo ni nastalo zgolj ali pa na podlagi odločitev Telekoma Slovenije, temveč je nastalo na podlagi nekih regulatornih odločitev, kjer pa pričakujemo, da se bodo sedaj te smernice in te silnice pač veliko bolj prilagodile temu, kar je nekako že prisotno v Evropski uniji in kar Evropska unija vse bolj poudarja, to pa je infrastrukturna konkurenca in skrb za to, da se nadaljuje izgradnja optičnih omrežij. Telekom je velik graditelj optičnih omrežij, največji graditelj optičnih omrežij in edina ovira, ki jo pri tem imamo, je pravzaprav pogosto regulacija. Konkurenca želi velikokrat priti v blokovska naselja v Ljubljano in Maribor, malo kdo se pa odpravi v Robanov kot. Zakaj temu tako? Zaradi tega, ker je več logično, da vsak gre poiskati tam, kjer je najbolj preprosto in samim tem ni nič narobe. Problem pa je, če potem to kombinirajo z prisotnostjo, kjer je zelo poceni in hkrati uporabljajo vzvode preko regulacije, zato da pa po zelo nizkih cenah ponujajo storitve tudi na drugih območjih, se pravi po nizkih veleprodajnih cenah, o tem govorim. Ali bi iz tega lahko sklepali, da bi konkurenco na slovenskem telekomunikacijskem trgu lahko opredelili kot ne najbolj zdravo? O nezdravi konkurenci mislim, da ni primerno govoriti, konkurenca je na nek način vedno zdrava, je pa res, da v enakomernih izhodiščih mogoče? Ja. Mislim, da več treba vedno imeti pred sabo skrb za dolgoročni interes uporabnikov. Se pravi, dolgoročni in kratkoročni interes uporabnikov nista vedno ista stvar, predvsem pa tudi je pomembno razumeti skrb za uporabnike tudi z vidika prisotnosti po vsej Sloveniji. Namreč zelo pomembno je, da imajo uporabniki znotraj celotnega slovenskega prostora storitve dostopne pod precej ali pa čim bolj primerljivimi pogoji. To je zaradi narave Slovenije, ki je v resnici zelo, ne glede na to, koliko mislimo, da je centralizirana, vseeno v resnici funkcionira praktično tudi zaradi števila ljudi kot eno veliko mesto, je zelo pomembno, da za te storitve dostopne v smislu fizične dostopnosti in tudi v smislu finančne dostopnosti. In to je pomembna vloga Telekoma in na to je treba tudi na dolgi rok paziti. Zato predvsem tudi mislimo, da so nujne spremembe na področju regulacije, da se to zagotovi, da bomo bolj intenzivno gradili, da bomo še več poskrbeli tudi za to, da bo optika prisotna na vseh možnih lokacijah. Skratka, lahko je še bolj zdrava, bomo rekli. Ne? Vedno je lahko konkurenca tudi boljša in vedno ni nujno, da pomeni več konkurence, tudi boljšo kakovost te konkurence. Lahko prispeva tudi k temu, da se kakovost zmanjša. Cenovna vojna ni vedno najboljši način, kako se boriti za uporabnike, predvidevam. Predvsem verjamem, da cenovne vojne na dolgi rok nimajo nekih zelo koristnih posledic, ne za uporabnike, ne za trg kot celoto. Omejuje naložbe, omejuje razvoj. Točno, omejuje naložbe, omejuje razvoj in pogosto izkrivljajo nekako naravn razvoj posameznih operaterjev. Problem je, če se pač vlaga in osredotoča na neke trge na način, ki ni na dolgi rok vzdržen. Ko govorimo o tem, da so pri nas kakovost storitev na dobri ali pa celo nadpovprečni ravni za evropske razmere, z enim takim zelo preprostim primerom na slovenskem avtocestnem križu ni ga milimetra, kjer bi zmanjkal signal mobilne telefonije. Gremo v Nemčijo, pa se na najbolj pomembnih, najbolj prometnih avtocestah svašta doživi, ne, da zmanjka, da ni. Me pa zanima, kaj vi mislite, da slovenskega uporabnika najbolj navdušuje pri trenutni ponudbi telekomunikacijskih storitev? Res verjamem predvsem ponudba Neo, se pravi uporabnost in preprostost uporabe te storitve, hkrati pa gotovo tudi pokritost, kakovost signala, hitrost prenosa podatkov, izkoriščenje vseh prednosti optičnih omrežij, ki so kakorkoli par korakov pred vsemi drugimi alternativami. In predvsem pa verjamem v te celote, se pravi, da se stvari povezujejo in da se storitve povezujejo in potem tvorijo neko celoto, ki je prepričljiva in uporabnikom daje dober občutek in predvsem občutek, da je izbral pravilno. Zelo pomembno je, zdi se mi zelo pomembno, da uporabniki vedo in verjamejo, so pravilno izbrali in da se vsak dan trudimo, da temu tako. In skozi tehnično podporo, in skozi nadgradnjo tehničnih rešitev, in skozi razvoj omrežja.
To je vsakodnevno delo. Prizadevanje za to, da je uporabnik zadovoljen, vsakodnevno delo, ki da nikoli ni konec. V Sloveniji prepogosto pozabljamo, da imamo v evropskem merilu verjetno eden izmed najvišjih deležev FTTH, se pravi Fiber to the Home, torej optične povezave do samega uporabnika. Marsikje se dogaja tako, da pač optika je seveda za magistrale ali pa ne vem, do nekega vozlišča, potem pa v stanovanja pa ne pride več optika. Kako si to Slovenija lahko privošči? Zakaj gremo v to smer, da to je v bistvu cenovno tudi za operaterja relativno velik izziv? Ja, ampak na nek način spoštovanje dejstva, da je prebivalstvo Slovenije zelo razpršeno. Se pravi, da je ta porazdelitev prebivalstva znotraj države relativno zelo neenakomerna in da je praktično skoraj vsak kotiček Slovenije na tak ali drugačen način tudi naseljen. In pač predvidevam, verjamem, da je treba to spoštovati in spremljati, pri čemer je pa res, da v prihodnosti bomo verjetno uporabljali različne storitve za preskrbo uporabnikov in da optika ne bo edina alternativa. In da bo vse bolj pomembno, da gre za kakovostno telekomunikacijsko storitev, ki pa je lahko optika, lahko je pa tudi kaj drugega. In na tem delamo, na tem kontinuirano delamo in zagotavljamo in tudi verjamem, da ta brisanje meje med tehnologijami bo rezultiralo predvsem v tem, kako kakovostno je, se pravi, kako hitri so prenosi, kako nizki so odzivni časi in kako malo je latenc pri prenosih. V resnici uporabniki najbolj to čutijo in tudi razumejo in spoštujejo in so pripravljeni potem za to tudi plačati. Uporabniki verjetno na koncu dneva razmišljajo podobno kot pri avtomobilu, niti ga ne zanima, kako motor deluje, samo da pride na cilj. Verjetno tudi tukaj bodo uporabniki sprejeli vsako rešitev, ki jim nudi zanesljivo, kakovostno storitev, ki izpolnjuje njihova pričakovanja. Veliko ste govorili o širokopasovnih storitvah, kaj pa na mobilnem področju? Kaj je tam tisto, kar uporabnike navdušuje? Podobno kot na fiksnih storitvah, se pravi in kakovost, zanesljivost, dodatno temu pa seveda tudi pokritost. Ne? Pokritost in kakovost roaminga, se pravi kakovost storitev, kadar potujemo v druga omrežja. Pričemer, ja, nažalost, ko ste prej opazili v Nemčiji, ne glede na izbor ponudnika, je težava dosti podobna. Se pravi, se samo tudi z roamingom da te zadeve rešiti, z drugimi besedami pokritost je pač bistveno nižja, kot je v Sloveniji. Zakaj je temu tako težko razložiti, da je hitra? Dejstvo pa je, da uporabniki pogosto potem kritizirajo ravno ta del, ker pa je dejstvo neke specifike države, da so na nek način kakovost storitev pač nižja, ne glede na to, da gre za bolj razvito državo. Nemški primer je že takšen, vsej tudi v mojih zadnjih obiskih je bil tako. London se tudi... Pa tam še mogoče bolj razumljivo, ker gre za velike fluktuacije, ne? Ampak da pa v Nemčiji neke pokritosti ni sredi nekih vasi, pa je bolj nenavadno, vsaj za moj okus. Ampak tako je, ne? V Londonu pa verjetno gre za velike nihaje in je verjetno s tem povezano. Ne? In to še na neke mere je mogoče razumeti, ker pač je verjetno zelo težko vse te nihaje pokriti. London lažje razumem kot nemško situacijo. Kot bavarsko avtocesto, recimo. Ja. No, kot uporabnik vsekakor mene recimo navdušuje ena storitev, ker je ima Telekom edini, vsekakor je prvi upelo, ko potujem v tretje države, voice over Wi-Fi, dobim povezavo z internetom, telefon se mi obnaša, kot da bi bil v lastnem omrežju, potem recimo tudi iz kakšne eksotične dežele, ne rabim razmišljati, ali moram zadeti 7 ko na lotu, da opravim telefonski klic z domovino. Telekom je to storitev upelo prvi, nisem prepričan, lahko da je še vedno edini, ki to ima v Sloveniji, ali so še kakšne take storitve, kjer Telekom ponosno ve, da so bili prvi, ki so jih upeljali. Glasovno izbiranje recimo na platformi pametnega življenja, Neo ste omenili, še kaj mogoče? Telekom je vedno držal ta primat in predvsem se mi zdi pomembno, da dosti storitev, o katerih sploh ne govorimo, o katerih se sploh kaj posebej ne omenja, ker gre zgolj za neko tehnično specifikacijo, ki pa pripelje do neke večje kakovosti storitev. In verjamem, da uporabniki bolj prepoznavajo kakovost storitev in ne vem, konec koncev tudi cenovni učinek, ne, ali pa posebej pri telefonskih pogovorih je kakovost še vedno precej pomemben element. In verjamem, da je najbolj pomembno, da se to občuti in opazi. In včasih tudi zaradi tega ne razlagamo vseh tehničnih podrobnosti, ki jih v resnici v ozadju delamo. Ne.
Pa drugi element, sploh pri 5G omrežjih, pa je tudi ta standalone perspektiva, kjer vsa ta primerjalna razlika 5G omrežjih, primerjalno za 4G omrežji šele prihaja za standalone implementacijo, kjer bo dejansko potem se zgodile vse te nizke latence in vse ostalo. Skratka, in tudi bo zanimivo videti, kako bojo to prepoznavali in če bojo prepoznavali to tudi domači uporabniki. Pričakujemo, da bo to poslovni uporabniki gotovo tudi potrebovali v različnih implementacijah. Na podlagi dosedanjih izkušenj pa je zelo verjetno, da bodo tudi zasebni uporabniki našli potrebo, se pravi problem, s katerim ki ga bo mogoče reševati tudi na ta način. Recimo 5G omogoča toliko večjo prepustnost, da bomo morda postali sami svoji režiserji, da bo nek prenos športni s 7 kamerami, hkrati pa bomo mi sami na svojem mogoče zaslonu. Ampak kljub temu bi se drzno reči, da 5G morda prinaša več prednosti napravam, kakor porabnikom. Kaj imam v mislih? 5G je odprl eno čisto novo perspektivo povezovanja naprav, ker jih prej nismo imeli. Pametni dom, potem tu so razna popolnoma zasebna omrežja, ker jih lahko določeni logistični sistemi ali pa tudi mesta, pristanišča uporabljajo. Kakšne izkušnje imamo v Sloveniji s temi, kakor ste sami rekli, nevidnimi zadevami, ki dobro delujejo? Cel ta trg se šele razvija. Se pravi, nedvomno je, da obstaja potreba. Potreba je pa ponavadi omejena ali pa ima posebnost, ne vem, nekih specifik posameznega odjemalca. To je lahko varnost, se pravi, da želi ločiti svoj promet od vsega ostalega prometa. Lahko je latenca, se pravi, da želi, da so odzivni časi zelo nizki. To je pomembno predvsem pri kakih industrijskih sistemih, ker je to za uravnoteženje in za lovljenje nekih parametrov zelo pomembno. Skratka, gre za nekaj, kar se razvija, pomembno pa je, da je prisotno. Ponavadi, ko je neka storitev prisotna in dostopna, pomembno je tudi dostopna, potem se okrog nje začne razvijati ekosistem potreb. In to se dogaja pri 5G do neke mere že. Pričakujemo pa seveda, da bo skozi naslednja leta se ta proces še dodatno spodbudil. Predvsem pa pričakujemo, da se bodo zgodile stvari, ki jih ne predvidevamo. Skratka, neke potrebe in rešitve problemov, o katerih sedaj v tem trenutku sploh ne razmišljamo. Današnjih scenarijev verjetno pred 5-10 leti si nismo mogli niti predstavljati. Točno tako je. Večina scenarijev, ki danes ustvarjajo večino prometa na internetu, kot so streamingi, konec koncev socialna omrežja in nekatere druge storitve in rešitve, so bili še pred ne tako daleč nazaj popolnoma nepredstavljivi in predvsem niso bili predvideni. Skratka, razvoj interneta je ravno zaradi te svoje narave, decentralizacije, vse prisotnosti izjemno nepredvidljiv. Zato pa je pomembno se priključiti in hkrati na drugi strani omogočati to platformo, s katero se potem stvari zgodijo. In pomembno je, da ta platforma je prisotna v Sloveniji, pomembno je, da je slovenskim podjetjem dostopna, tudi cenovno. In tu ima seveda znova vodilno vlogo Telekom Slovenije in v tem pričakujemo tudi, da bomo prihodnje, na tem bomo razvili vse storitve. Predvsem pa ta naša odprtost, pripravljenost sodelovanja in na konec koncev zelo pomembno, da to cenovno in z vidika stroškov dostopno. To je zelo pomemben element. In te rešitve obstajajo in so implementirane konkretne v različnih okoljih. Ali bi lahko rekli, da prihodnost prihaja vedno hitreje? Prihodnost prihaja, zelo težko je napovedati, kaj se bo zgodilo, dokler se to ne zgodi, in napovedovanje prihodnosti postaja še bolj tvegano. Se pravi, vedno je bilo napovedovanje prihodnosti izjemno tvegana zadeva. Ampak je bilo manj okoliščin, ja. Zdaj se mi zdi, da se dinamika še povečala. Se pravi, te spremembe, ki se zgodijo počasi in zgodijo hitro, ne, te spremembe se mi zdi, da še bolj so se intenzivirale. Se pravi, neki procesi, ki trajajo kar nekaj časa, da se zgodijo, potem pa kar naenkrat vse preobrnejo na neko drugo dimenzijo, se bodo dogajali verjetno še z večjo intenzivnostjo. Kljub temu, da je izredno nehvaležno, negotovo in veliko razlogov, da ne bi napovedovali prihodnosti, bom vseeno vprašal, ali bi se drznili predvideti, kaj bo tisto naslednje, kar bo uporabnike znova navdušilo, česar danes mogoče še nimajo. Ne.
Ne bi si drznil zaradi tega, ker tudi zelo drzni so se v preteklosti, zelo drzni in zelo dobro informirani so se na tem področju zelo opekli v preteklosti. V splošnem pa, kar vemo, da se bo dogajalo, se pravi, potrebe bo rasle. To je pač nekaj, kar se zdaj skozi razvoj. Verjetno in količinsko in po značaju. V vseh dimenzijah. Vidikih, ja, se pravi, to, kar danes razumemo kot kakovostno storitev, bo v prihodnosti ne več tako zelo kakovostna storitev, zdaj pričakuje se, da bomo uporabili še več bitov, bajtov in vsega ostalega. Pričakovanja naša uporabniška rastejo. Da, pričakovanja se pravi, kar se tiče pokritosti, kar se tiče dostopnosti, vse prisotnosti storitev in vse prisotnosti tudi zahtevnih storitev, ne, se bodo rasla. Verjamem, da bo našel tudi, da ti odzivni časi, ki prihajajo za novimi generacijami 5G pa na optičnih omrežjih, bo našli svoje mesto. Ali bo zdaj to industrija povezana z gamingom pa z navidezno resničnostjo, ali bo kaj drugega, tega seveda ne vemo, ampak gotovo se bo te prednosti dale izkoristiti in predvsem bo svet, ta meja med stvarnim in nestvarnim svetom bo verjetno postala še bolj zabrisana, kot je to danes. Se pravi, že zdaj preživimo kar nekaj časa na različnih napravah in za njimi komuniciramo, za njimi sodelujemo in tako dalje. Prihodnje se bo verjetno to še intenziviralo in verjetno se bo tudi intenziviralo prisotnost umetne inteligence v smislu pomočnikov, sogovornikov in vsega ostalega in ta umetna inteligenca bo seveda potrebovala povezljivost, ker bo nemogoče v celoti podpreti na lokalnih napravah. S tem bomo pa morali znati živeti, se pravi, kakor tehnologija raste, bomo tudi mi kot uporabniki morali rasti, verjetno tudi kakšna nova znanja, kakšne nove odgovornosti sprejeti. Ali bomo uporabniki vsi znali to enako hitro slediti? So določene skupine, ki morda ne morejo tako hitro slediti razvoju. Kako na njih mislimo? Jaz mislim, da zelo pomemben vidik bo ravno problematika starejših, ker na eni strani bo mogoče precej izzivov povezanih z zagotavljanjem kakovosti življenja starejših, bo mogoče reševati z storitvami, telekomunikacijskimi storitvami. Ker jih Telekom tudi ima v svojem portfelju. Ki jih Telekom že tudi ima v svojem portfelju in ki že več let in intenzivno prispeva predvsem k temu, da zagotavljajo posameznikom, starejšim, večjo varnost, če živijo sami. Se pravi, če se karkoli zgodi skozi sistem, ki smo ga postavili, pride do javljanja problema, do paca, dogodke se na ustrezen način obdela in se poskrbi za pomoč. Se pravi, na eni strani zagotavljamo, da ljudje, ki želijo živeti samostojno, živijo čim bolj samostojno, na drugi strani pa zagotavljamo varnost za tiste primere, kjer pa to varnost zaradi svojih specifik tudi zelo potrebujejo. In to je zelo dober primer tega, kar se bo dogajalo in kar se bo še intenziviralo v prihodnje. Verjetno se bo pa intenziviralo različne smeri in ena izmed pomembnih funkcij Telekoma bo tudi ljudem pomagati pri tem prehodu. In seveda del tega je pa tudi poskrbeti za ustrezno uporabniško izkušnjo. Saj, če se ustrezno poskrbi za uporabniško izkušnjo, potem nikogar ni problem prepričati, da uporablja tehnologijo, ne glede na starost in druge omejitve. Se pravi, če ti to prilagodiš osebi, potrebam, zmožnostim, potem dosežeš ustrezno uporabniško izkušnjo in storitev na ta način postane kakovostna in prispeva neki večji kakovosti življenja. In tu pričakujemo velik razvoj. In hkrati razbremenitev nekaterih ali pa manj problemov okrog nekaterih stvari, vsekakor se bomo morali potem prilagajati, se seznanjati, se učiti in poskrbeti za ranljive skupine. Te ranljive skupine so gotovo ena od prioritet in tehnologija lahko zelo, zelo uspešno skrbi in poskrbi za čim večjo kakovost življenja ranljivih skupin. Primer so pa Japonci. Japonci zelo veliko delajo ravno na tem področju in v smislu humanih robotov in v smislu raznih drugih načinov in gotovo svet je globalna vas in uspešne rešitve se bodo selile tudi k nam.
Tehnologija torej ne sme biti samo hitra, mora biti tudi človeška. Nenazadnje ravno ta e-oskrba, ko smo omenili, zmanjšuje pritiske na domove za starejše, tako da recimo ima tudi posreden, pa vendarle zelo merljiv družbeni učinek. So tudi, bom rekel, drugi primeri, kako. Ranljive skupine so recimo tudi najmlajši, ne? Tudi njim je treba nameniti pozornost, pa včasih se dozdeva, da mogoče niti starši nimajo vsega znanja, ki bi ga potrebovali za to, da svojim otrokom, ki so se za razliko od nas že rodili z vsemi temi zadevami, da jih podučijo, kako varno vstopiti v digitalni svet. Kaj glede tega Telekom Slovenije počne? Že zdaj počnemo različne stvari, pri čemer pričakujem, da bomo to področje zelo razvijali v prihodnosti. Letošnje leto smo še posebej tej problematiki tudi posvetili. In v osnovi predvsem smeri, v kateri razmišljamo, kako reševati problem tega, da otroci vse mlajši prihajajo do uporabe interneta, hkrati pa izpostavljeno z določenih vsebin osebno kritično. In zdaj na tem področju že obstaja kar nekaj rešitev in zdaj to implementiramo in nadgrajujemo, ampak prihodnje se bo ta poudarek verjetno še povečal, ker za predvidevati je tudi, da bodo sploh z umetno inteligenco in z drugimi načini poskusi, da se vpliva na to najmlajšo populacijo, na problematične načine še rasli. Se pravi, če zdaj poskušamo pravzaprav reševati problem vsebin, ki so prisotne in so namenjene odrasli populaciji, bo v prihodnosti verjetno še večji problem vsebine, ki so namenjene prav otroški populaciji, vendar so po naravi problematične. Se pravi, prav targetirajo tiste elemente, ki so pri razvoju mladih ljudi problematični. Zdaj, ali gre za nakupne odločitve, pa impulzivne nakupne odločitve, ali gre za kakšne druge stvari, ta spektr bo treba ustrezno nasloviti, ker sicer alternativa temu je pač zapiranje dostopa do interneta, kar pa nekako se do zdaj še nikoli ni pokazalo. To je najslabša rešitev. Ja, to je najslabša rešitev in v resnici nikomor ne ustreza, ne staršem, ne otrokom, nikomor v tej verigi. To pomeni skrb in zapletenost, kako obravnavati to problematiko, bo rasla in zelo pomembno je, da tu je vloga Telekoma pomembna tudi zato, ker je benchmark za vse ostale. Se pravi, od Telekoma se pričakuje, da bo imel primat, postavlja smernice in da je odgovoren. Pač vloga Telekoma v tej družbi tako postavljena je, da gre za operaterja, ki ima odgovornost na zelo širokem polju in je zelo pomembno, da na tem vse elemente gradimo in te storitve so del te filozofije Telekoma in hkrati del tega, zakaj nam uporabniki zaupajo in zakaj nam bodo zaupali tudi v vse večjem številu. Torej, to je, bomo rekli, samo en vidik te odgovornosti, ki je zelo pomembna v celotnem poslovanju. Da. Pa če že ne bova napovedovala prihodnosti, pa poglejva malo v sedanjost. Ali se vam zdi, da kakšnega pričakovanja uporabnikov telekomunikacije ali Telekom Slovenije še ni izpolnilo? Pa gotovo so pričakovanja uporabnikov, ki še nismo izpolnili, pomembno pa je, da je to neprestan proces, kako biti vse boljše. Kako, se pravi, trenutno smo v fazi dodatnih nadgradenj 5G omrežja, dodatno širimo optično omrežje. Vse storitve, varnost in vse ostalo neprestano izboljšujemo. In to je ravno tisto, kar uporabniki si želijo čutiti neprestan napredek. Seveda si pa ne želijo lukenj v signalu, ne želijo izpadov omrežja in podobnega. Zanesljivost je zelo pomembna zahteva uporabnikov. S tem, ko raste pomen telekomunikacije v vsakdanjem življenju, seveda tudi zanesljivost raste. Vedno bolj se zanašamo na to, zato tudi vedno več pričakujemo. Ja, da. In tu, ampak to je vloga, to je tudi nekako naravna vloga Telekoma, na to smo pripravljeni, to razumemo, sprejemamo. In to je naša odgovornost in je treba samo graditi to kakovost in kot rečeno, nikoli ni konc. Pomembno je kontinuirano delo, predvsem to je glavni poudarek, kontinuirano delo v vse večje zadovoljstvo in vse večje pokrivanje vseh tistih zahtev, ki jih uporabniki imajo in ki nastajajo. Nič se ne zgodi samo od sebe. Da boste zagotovili kakovostno zanesljivo storitev, je treba nekaj narediti. Kaj boste naredili, kakšni so razvojni načrti, kaj se dogaja, kaj bomo najprej videli? Prvič želimo dodatno izboljšati kakovost podpor. Kako bomo to dosegli? Tako kot edini način, da se to doseže za uporabo najnovejših tehnologij.
Pri tem se ne bomo obremenjevali z buzzwordi, ampak se bomo obremenjevali z konkretnimi prispevki k temu cilju. Se pravi, kako priklopiti uporabnike čim hitreje, kjer smo že danes daleč z različnimi rešitvami, se pravi, trenutno uporabnike priklapljamo preko brezžičnega omrežja, začasno, dokler ne uredimo fiksnega priklopa, in naštevamo še vse tiste druge načine, kako čim prej neko potrebo, željo ali pa ambicijo uporabnika realizirati čim prej. Pokrivate tudi območja, ki mogoče z neko stacionarno infrastrukturo niso pokrita, recimo kakšne odročne kraje, mogoče še besedo o tem? Seveda, z omrežjem pete generacije, pa tudi v veliki meri z omrežjem 4. generacije, če kakovostno narejeno, je mogoče potrebe po telekomunikacijah zadovoljiti tudi v smerih, ki so bile v preteklosti nepredstavljive, kot so recimo streaming in ostale zahtevne storitve. Tako da, naša ambicija, cilj in tudi v veliki meri že izpolnjena ambicija je, da pokrivamo čim večji del Slovenije in čim večji del prebivalstva. Torej, nadaljnja gradnja omrežja, tako stacionarnega kot mobilnega. Zanima me še, kakšna pokritost je zdaj že zagotovljena z mobilnim signalom ali pa stacionarnim omrežjem? Ja, z stacionarnim omrežjem pokrivamo že več kot polovico gospodinjstva v Sloveniji. Kar se pa tiče mobilnega omrežja, smo pa trenutno v tako intenzivni fazi modernizacije, da že niti ne vem te zadnje številke. Ko ste rekli, pokrivate to, ki je že priklopljeno, možnost priklopa verjetno ima veliko več. Možnost priklopa je še na veliko večjem območju, veliko tudi uporabnikov, kjer na zahtevo priklop izvedemo, se pravi, da niso še neposredno na optičnem vlaknu, ampak je to mogoče izvesti v zelo kratkem času. To poskušamo zdaj tudi organizirati na načine, da se to zgodi čim prej. Verjamemo tudi, da bo vse več uporabnikov s kabelskih omrežij prihajalo na optična omrežja. To je tudi nekako naravna posledica razvoja tehnologij in zahtev. Tako da vse te parametre gledamo, opazujemo in zelo intenzivno delamo na tem, da povečujemo dostopnost storitev, pri čemer pa že zdajšnje stanje je zelo dobro. Ko govorimo o dostopnosti, lani mislim, da je že bilo, je Telekom Slovenije sledil evropskim trendom in je 3G omrežje ugasnil. S tem je pridobil dragocene frekvence za 5G. 1G že tako ali tako dolgo nimamo več, ker so to bila analogna omrežja, ki je popolnoma druga tehnologija. Ampak ravno zaradi dostopnosti 2G, se pravi GSM omrežja, bodo ostala. Ja, govorne storitve še vedno nekako živijo na 2G omrežjih in to je glavni razlog, zakaj še vedno vzdržujemo ta omrežja. Drugače pa, kar se tiče 3G omrežja, je dodatni razlog za ukinjanje predvsem kakovost storitve, ki več ne izpolnjuje naših potreb. Drugič pa tudi zelo pomembno, sploh v preteklem in predpreteklem letu, poraba električne energije. Na ta način smo zelo zmanjšali porabo električne energije, kar pa ima spet tudi okoljske in druge pozitivne vidike. Se pravi, to dinamiko, to je kar naporen proces, zahteva kar nekaj prilagoditev, ampak ima pa definitivno vse prave razloge za odločitev in smo seveda zelo veseli in ponosni, da smo to prvi v Sloveniji izpeljali in tudi v prihodnje bomo skrbeli za implementacijo najnovejših generacij v primernem času, na primeren način, hkrati pa za ugašanje vsega tistega, kar odhaja v zgodovino, tako rečemo. Ob tem, da 2G ostaja kot tista, bomo rekli, zadnja varovalka dostopnosti glasovnih komunikacij, ampak kot lep primer te zanesljivosti delovanja, lahko menimo sicer tragične dogodke v Sloveniji, ker so bile avgustovske poplave. Ogromno dela je bilo, ampak povezani smo ostali. Ampak to je bila res posledica prvič zelo dobro pripravljenih postopkov za take primere. Telekom je pač že v preteklosti imel in popisane ustrezne postopke, pripravljene scenarije za take dogodke. Definitivno pa potem v praksi je zelo pomemben odzivnost ljudi. In tu se je Telekom res pokazal, pomagali smo ljudem, tudi drugim operaterjem, predvsem zato, da smo pomagali ljudem. Fokus je bil na tem, da čim prej zagotovimo storitve. Zelo jasno je bilo, da je to v takih situacijah še bolj pomembno kot v nekih normalnih okoliščinah, z drugimi besedami.
na prizadetih območjih se je potreba po komunikaciji še bolj povečala in res je, da večinoma se ta potreba osredotočala na govorne komunikacije, naprej omenjen 2G, ampak šlo pa je res za izrazito nujnost in nekaj, s čimer, kar je ljudi zelo pomirjalo ali pa spravljalo slabo voljo tistih prvih par ur, ko Seveda, ko vsak želi slišati, kaj je z najbližjimi. Ne? To je bil zelo dober prikaz tega, kako pomembno so komunikacije, kako pomembna je vloga Telekoma. Bili smo seveda najbolj prizadeti, ker smo povsod prisotni. Hkrati pa je zelo pomembno bilo tudi ta odnos zaposlenih s Telekomom Slovenije, da razumejo in znajo v taki situaciji dati res več kot 100% od sebe. Takrat ni bilo delovnega časa, ekipe so bile dneve neprekinjeno. Ni bilo delovnega časa, ni bilo nobenega negativnega elementa. Vse je bilo osredotočeno, rešujmo, pomagajmo ljudem. So bili helikopterji v igri, izredne ekipe. Helikopterji, blato, nekaj smo tudi na sil.net poročali, smo bili z vašimi ekipami na terenu, tako da smo iz prve roke videli. Tudi zelo pomembno je bil ta prenašanje informacij, kaj se dogaja. Doskrat je bilo tudi samo pomembno povedati, to se dogaja, to bomo naredili. Bodite pomirjeni, dogaja se. Delamo na tem, ni nam vseeno, ta odnos ni nam vseeno in poskrbeli bomo, je zelo pomembno. In ta, se pravi, ne samo ti, ki so na terenu reševali, tudi ta del, ki ste ga vi upravili z poročanjem, z seznanjanjem, z informiranjem, je bil zelo pomemben, zato da da občutek, da tudi če kaj v tem trenutku ni rešeno, se rešuje in niste pozabljeni in bomo pomagali. In to je bil res, ne glede na negativno naravo teh dogodkov, je bilo pa sporočilo iz teh dogodkov zelo, zelo pozitivno. Marsikaj o sebi in drugih smo spoznali v teh okoliščinah. Torej, če vas prav razumem, upamo, da nikoli ne bomo potrebovali, ampak za kakršnekoli ekstremne razmere je Telekom Slovenije pripravljen se odzvati? Ja, je se pripravljen odzvati in zdaj, kar se tega tiče, nevarnost ali pa verjetnost raznih negativnih dogodkov se samo povečuje iz različnih razlogov, od naravnih do drugih. In zato je pomembno, da Telekom lahko in da zagotavlja to svojo vlogo nosilca neke podlage vseh telekomunikacij v Sloveniji, ker kot so pokazale poplave, ki so bile locirane na zelo majhnem območju v resnici, zelo se je izkazalo, kako zelo intenzivno. Ja, zelo intenzivno. In v resnici tudi ta zahteva uporabnikov po komunikaciji, po dostopu do podatkov je danes na čisto drugačni ravni, kot je bila pred 30-20 leti verjetno. Skratka, če ta možnost zgine, to povzroči veliko večjo frustracijo, kot je verjetno bi to povzročilo pred 20 leti. In odnos ljudi do tega se je spremenil in zato je še bolj pomembna ta vloga Telekoma in zagotavljanje te vloge Telekoma, da res poskrbimo in da imamo za to ustrezno pripravljene in postopke, infrastrukturo in vse ostale elemente. In zdaj v praksi tokrat se je res pokazalo, da smo naredili, kar je bilo mogoče in uspešno. Oboje. Informacijska in komunikacijska tehnologija, seveda v povezavi še z drugimi tehnologijami, ki se naslanjajo na njo in ob njej, je ena najbolj vznemirljivih, najbolj hitrih. Lahko bi se še zelo dolgo pogovarjali o vseh teh zadevah, ampak sem nekako res želel, da se pogovarjava o uporabnikih, tistem, kar je njim blizu. In bom zato za konec spet z uporabniki v mislih zastavil eno skoraj filozofsko vprašanje. In to je, kako smo ljudje lahko še bolj povezani. In kaj lahko naredimo mi, kaj lahko naredi tehnologija, kaj lahko naredi naš ponudnik za to, da smo še bolj povezani. No, predvsem verjamem, da tehnologijo še ne uporabljamo dovolj v smeri lajšanja našega dela. Skratka, potencial, ki obstaja in v mrežjih, in v strojnih močeh, in v infrastrukturah, še vedno ni izkoriščen, zato bi delali manj in delali boljše v dovolj veliki meri. Lahko rečem, da namesto, da razmišljamo o tem, da bi delali več, da bi morali bolj razmišljati o tem, da delamo pametneje. Jaz mislim, da ja, in da to tudi bo trend v prihodnosti in navezuje se pa na vprašanje v resnici, ker verjamem, da to prispevalo k večji povezanosti med ljudmi. Se pravi, celodnevni delovniki brez osebnih komunikacij, tudi delo od doma ima svoje slabosti.
najverjetneje ne bojo prispevali k večji povezanosti. Se pravi, digitalna povezanost ima svoje prednosti, a ima pa tudi svoje slabosti. In predvsem verjamem, da digitalna povezanost bi morala odnesti še veliko več dela, oziroma da stroje opravijo tista dela, ki niso ljudem in za ljudi primerna. Sploh pa ne tista, ki so kreativna, ne? Ker... Še posebej, ja. Ja. V resnici ljudje hočemo kreativnost, hočemo komunikacijo, hočemo skupino, hočemo nekaj, da se dogaja. Te stvari si želimo. Rutine pa ne maramo. Rutine pa ne maramo in rutine niso za ljudi. In v resnici ponavljajoče se pravila, ki ne zahtevajo neke kreativnosti, bi morali nadomestiti z strojnim upravljanjem in več časa najti, zato da komuniciramo, se pogovarjamo in sodelujemo. Ti elementi verjamem, da vodijo v neko boljšo prihodnost. Na drugi strani pa lahko vse distopične scenarije pa vidimo predvsem v smerih, da smo vse bolj odvisni od strojev in da ne znamo več te komunikacijskega dela sami obvladovati. Tako da verjamem, da delamo na področju, ki lahko prispeva k bistveno večji kakovosti življenja, da pa še nismo tam, ampak ta bistveno večja kakovost življenja, kateri bo telekomunikacije prispeva, je tudi to, da se bo ljudje več družili izven digitalnega sveta. Jaz mislim, da je to pomembno in verjamem, da tudi zato delamo eno pomembno, smo na pomembni misiji reševanja nekega večjega družbenega problema, ki bi pa moral pripeljati do tega, da se več družimo, več pogovarjamo, več potujemo, več izmenjujemo neposredno mnenja, da ne šeramo samo nekih informacij v digitalnem svetu, ampak da se čim bolj soočamo z stvarnim svetom in z stvarnimi ljudmi. In da bolj kakovostno živimo. V resnici je to najpomembnejši cilj, v resnici to, da živimo bolj kakovostno. Karkoli to pomeni. Mogoče še ne znamo tega niti definirati. Mogoče tudi vsak od nas ima malo drugačno predstavo o tem, kaj je to kakovostno življenje. Da. In mogoče tudi tehnologija omogoča, da se vsakemu ta cilj približa. Mislim, da bi morala. Ja. In mislim, da glede na potencial tega še ne zagotavlja v dovolj veliki meri. Verjamem pa, da bomo prispevali k temu, da bo ta potencial boljše izkoriščen. Kaj lahko uporabniki naredimo, da se temu približamo, da to tehnologijo naredimo, da nam še bolj služi? Mislim, da predvsem to, da čim bolj komuniciramo tudi neposredno in v živo. To je malo kontraintuitivno z vidika telekomunikacijskega podjetja, ampak jaz res verjamem, da lahko povečamo kakovosti teh drugih elementov na način, da prispevamo k temu, da bo ljudje več se pogovarjali direktno, da bo umetna inteligenca orodje, ne pa na nek način nadomestek in smisel. Ne. Ta del se mi zdi zelo pomemben. Verjamem, da smo pred velikimi takimi tektonskimi premiki v tehnologijah, na drugi strani pa v veliki meri se vedno vračamo nazaj in dobro je tisto, kar po ljudi povezuje. Zato se mi tudi ta naš slogan povezani zdi zelo pomemben, ker zelo simbolizira, kaj si želi doseči Telekom navzven in navznoter. Torej, tehnologija je orodje, tehnologija je priložnost, na nas je, da to čim bolje zagrabimo, da nam še bolj služi. Da. Še kaj bi povedali zdajšnjim in bodočim uporabnikom? Bodite uporabniki Telekoma Slovenije. V redu. Predvsem si želimo, pomembno nam je, da se krog naših uporabnikov širi, ker verjamemo, da tudi to prispeva, da to vlogo, ki jo imamo, vse bolje izpolnjujemo. Se pravi, iz nekih stanj ali pa nekih gibanj ali pa nekih trendov, ki so skrbeli predvsem za to, da se število uporabnikov na Telekomu Slovenije zmanjšuje. Verjamem, da zdaj prihajamo v to zavest, da pa je pravzaprav ne samo za Telekom Slovenije pomembno, da se število uporabnikov zvišuje in verjamem, da bomo naredili vse, da bo uporabniki to kakovost vse bolj čutili in doživljali. Gospod Boštjan Košak, predsednik uprave Telekoma Slovenije, hvala za pogovor. Z vami sem bil Sergen Cvitovič. Hvala lepa.